Srečno, lega. Pokrovitelj oddaje Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. Ja, tudi tokratni oddaji se bomo spominjali rudarskih časov, pa tudi mogoče tega, kar je ostalo od rudarstva. Z nami v tem prekrasnem ambientu prenovljenega gostišča Naš hram Kisovec pa je Metka Marjeta Hribar. Živja. Pozdravljen, živja. Bova začela s koreninami. Jaz imam rudarske korenine, kako pa je to pri tebi, glede na to, da si Zasavčanka, verjetno tudi, kaj? Seveda. Moj dedek je bil praktično rudar in tudi jaz sem živela v rudarski koloniji, ko sem bila majhna. To je bilo v Zagorju? V Zagorju, ja, v Okrogarjevi koloniji, druga vrsta, se točno spomnim, kako je to bilo. In se mi zdi, da ta spomin mi bo čez celo življenje ostal. On je praktično umrl v eni izmed zadnjih rudarskih nesreč, tako da tudi to je nek spomin. Po drugi strani sem si pa ravno kar zdaj ugledala v Trbovljah njihovo kolonijo in vse je prišlo nazaj. Od tega, kako so tam ženice kuhale perilo, do tega, kako so pekle kruh v krušnih pečeh, tistih skupnih. Tako da jaz to vem, ker sem to še doživela, to sem imela še možnost. Rekla si, v Trbovljah si ogledala kolonijo. Verjetno si kaj podobnega želiš tudi v Zagorju, da bi bila kakšna kolonija, ta rudarska, tam, kjer so živeli nekoč rudari, da bi bilo prenovljeno, da bi bila kakšno stanovanje prenovljeno? V bistvu moram priznati, da se že dolgo časa nisem tam sprehajala. In že v tistem času, ko recimo sem jaz živela tam, so se stanovanja prenavljala in so šle nekako s časoma. Ko sem jaz tam bila kot otrok, smo imeli še naš trbunk WC od zunaj in se tega spomnim. In vem, da nikomur ne bi bilo prijetno živeti še vedno pod takimi pogoji. Ampak po drugi strani v Trbovljah smo pač se je ta del ohranil. Tukaj so pa zdaj nove družine, ko novo živijo in naj gre življenje po svoje tudi naprej. En del naj se ohrani, drugi del je pa namenjen še vsem prihodnosti. Je bila ta rudarska rodovina po mamini strani? Ja. Kaj pa po očetovi? So pa praktično iz Lak oziroma so bili pa kmetje, tako da so imeli pa drugi del. Ker recimo ravno tako, ko se je Zasavje razvijal, en del se je razvijal z rudarstvom, drugi podporni del so bile pa kmetije, ki so bile tukaj naokrog. Tukaj sta bili te dva pola, ki recimo zastopata pol. Zagotovo je logično, da se ti nisi za kakšen rudarski poklic odločila, čeprav zdaj je tvoj poklic povezan še kako z rudarstvom, ampak v tvoji družini so tudi sorodniki, ki so svetovni popotniki, radi potujejo, recimo Peter Brečko je eden takšen. Ja, točno tako. Pa tudi ti si se preizkusila s tem. Ja, pa to v bistvu je tako, ko slišiš nekoga in ko vidiš, da to dejansko je mogoče in da potovanje nikoli ni slaba ideja, pol sigurno tudi sam stopiš na pot. Jaz lahko rečem, da meni je bilo zelo všeč, posebej ta del, da sem potovala sama in da nisem potovala ne organizirano, niti ne v družbi nekoga drugega. Kdaj se je pa to zgodilo? Po šoli? Pa praktično potovanje je bilo več, ampak to glavno potovanje, ki sem ga upravljala, je bilo pa, ni bilo po šoli, to je bilo cirka 80 let nazaj, nekaj takšnega. Leto pa sem živela na tajsko-burmski meji, tam smo gradili otroška igrišča v humanitarne namene praktično. Čeprav najprej si želela raziskovati samo Tajsko, kako je bilo to? Pa v bistvu je bil plan, da pridem nekako do Vietnama, ki se pa nikoli ni uresničil. Šla sem čist, mislim, če me kdo posluša, si misli, joj, to pa je nekaj. V bistvu si nisem kupila niti zemljevida države, kamor sem šla, ampak naj me pot vodi in sem šla. Takoj, ko sem prispela na Tajsko, to je bila pač najbližja postojanka do Vietnama, sem ugotovila, da zelo zaupam svojim angelčkom, ker sem dejansko, to je bilo pa prvič v življenju, da sem začela tako moliti, ker se mi je zdelo, da zdaj sem pa čisto samo od sebe odvisna, pa nič ne vem, zakaj se gre,
pa zdaj se moram pa zbrati pa nekaj narediti, ker poti nazaj ni, je samo Znala si pa naprej. verjetno jezik, angleško dobro, Angleška ja, pa vendar, ja, ostalo pa seveda. domačini pa verjetno ne, ne? Pa niti ni bil tak problem. Prvi dan se spomnim tega, ko sem stopila z letališča, da sem zašla v kitajsko četrt. V kitajsko četrt sredi Bangkoka in v bistvu to pa je bil majčken kulturni šok. Tam so bile vonjave, tam so bile, ljudje so bili drugačni in sama sem bila, strah pa je bilo, čisto po pravici. In lahko rečem, da sem zelo spoznala na tem potovanju, kaj pomeni, da so ljudje dobri in da brezpogojno pomagajo, če tudi ti nisi niti tako pogumen, da bi jih prosil za pomoč v tistem momentu. In to je bilo tako? Ja. So bili ljudje pripravljeni? A drži to tisto, manj imajo, bolj so pripravljeni pomagati? Pa v bistvu, ne vem, če to drži. Bolj drži, človek je človek. Človek je človek, ne? To je to. Ali ima veliko ali pa manj. Ja. Kaj ima v sebi. Ampak nekaj časa si potovala, potem pa si se ustalila. V bistvu zelo luštno je bilo biti turista, nekaj časa, potem se nekako tudi tega naješ in hotela sem nekaj delati. In nekako sem izrazila željo in kar naenkrat sem se znašla v bistvu v mestu Mesot na meji z Burmo. In to mesto Mesot je bilo praktično zelo zanimivo. V roku 2 dni sem imela službo, družbo, prostore za bivanje, celo kolo sem si tam nabavila. V glavnem v 2 dneh se je čisto vse postavilo na svoje mesto. In kaj si delala? Gradila sem otroška igrišča. Ko sem ta prvič pisala domov mami in očetu, da delam to, sta me samo vprašala, če bom sploh še kdaj prišla nazaj, ker otroci prinašati veselje nekomu, ki mu lahko s tem, da praktično delaš nekaj takega, ker si tako želiš z rokami, kreativno, vsakič sprot na novem področju in da se stalno menjavati, to je bilo to. In kakšen je bil material, ne vem, les? Vse. V bistvu je zelo zanimivo to prostovoljno delo. Zdaj, v zadnjem času se zelo pojavlja ta prostovoljni turizem, da ljudje grejo za 1 teden, 2 tedna nekomu pomagati, kar je pa ponavadi dvorezen meč. Zaradi tega, ker ko ti prideš nekam in rečeš, zdaj bomo pa takole naredili. Ti si v poziciji nekoga, ki ima več in daje. Kaj pa bo potem, ko ti greš? Vse se bo porušilo, ker nekdo še vedno mora ohranjati sistem. No, in glede na te stvari smo mi praktično gradili iz surovin, ki so bile odpadne, zaradi tega, da jih domačini lahko še vedno najdejo in popravijo v primeru, da recimo, ko mi odidemo. Vedno smo imeli nekoga zraven, ki je prevzel tudi to delo in vzdrževanje za naprej. Po drugi strani je bila pa zelo zanimiva zadeva to, da smo gradili s tikom, ki je najtrdnejši les v okolici tista, in pa evkaliptus zaradi termitov, ki so, in pa seveda poplave in to je treba marsikaj upoštevati. Po drugi strani smo bili pa brez elektrike, tako da z mačetam, ko najprej prideš na gradbišče, pa te domačini pogledajo, pa zmerijo tvojo roko, kako dolgo mačeto ti bojo naredili, da boš ti lahko to sekel, kar punca bo delala. Je kar zanimivo, tako da se naučiš mešati beton brez mešalca za beton in tako dalje. Je bilo slovo potem težko po koliko časa? Leto pa pol nekaj takšnega. Če je bilo težko... Otroci se ne vežejo? Si imela stik z otroci? Ja. Določeni ti ostanejo še vedno v spominu, jih še vedno vem po imenu. Od enega izmed fantkov še vedno dobivam slike. Zdaj 18 let star fant, odrasel moški. Po drugi strani pa recimo določene pa pač ti grejo skozi, ker to so recimo, mi smo izdelali cirka, 10-12 projektov in vsaka ta sirotišnica je bila napolnjena s tam cirka 100 otroci. To je kar velika količina. Recimo, ja, se ne da. S tem, da oni so bili vsi sirote iz Burme,
To pomeni, da je vsak govoril svoj jezik, da so se družili po svojih skupinah. Spomnim se, recimo, ko smo v sirotišnico prinesli za Božiča 60 zobnih ščetk in so otroci kar gledali, ker od zdaj naprej bo vsak imel svojo zobno ščetko. A ne? In take stvari, recimo, so tiste zanimive. Si se kaj jezika naučila? V bistvu vsakega izmed jezikov pomalo, ker to čist malo. Ker nekako si treba predstavljati, da recimo Burma, jaz sem imela največ stika s prebivalci iz Burme, niti ne toliko s Tajci, ker na Tajskem smo itak govorili angleško, kar to mesto je bilo center vseh humanitarnih organizacij za pomoč Burmi. Po drugi strani pa Burmanci so pa zelo zanimivi, to je tako kot bivša Jugoslavija, recimo, tam je 7 različnih nacij, oni imajo vsak svoj jezik, nekaterima celo nimajo istega koledarja, niso v istem letu, vsak svojo pisavo, tako da tukaj je razlik zelo velik in je zelo težko neko poenotenje vzpostaviti. In ko srečaš vsakeč nekoga drugega, nikoli ne veš, koga imaš točno v tistem momentu. Metka, zdaj iz premoga verjetno nisi tam že takrat kaj izdelovala? Ne, takrat mi še ni padlo na pamet. Ja. No, potem si prišla domov spet v neko drugo okolje in mogoče odskočna deska tudi usposabljanje podjetno v svet podjetništva. Ja, se strinjam. Seminar, ne vem, pol leta je trajalo. Ja. To ti je veliko dalo, ne? V bistvu jaz vsakmu povem, da to je meni zelo veliko dalo. Čisto po pravici. Ko nekaj že delaš, jaz sem takrat delala na Kiti žice, ravnokar sem prišla iz tega potovanja, nekako se je treba poiskati, nekako je treba najti neko novo začrtano pot, ne. In takrat recimo ta svet svet podjetništva je meni recimo pokazal, kako funkcionalno vzpostaviti to mojo zadevo, te moje predmete, kako jih lahko jaz prodajam, kako jih lahko usmerim, na kakšen način, zaradi tega, ker so bili tam ljudje, ki niso se dotikali mojega področja, ampak so že šli skozi neko pot. In če si poslušal, si lahko marsikaj izvedel. No in takrat, v tistem času si ti že izdelovala unikatni nakit. Jaz se te spomnim takrat na teh začetkih iz žice, ne vem, srebrne, zlate. Marsikaj, ja. Bakar, ne vem. Vse mogoče. Takrat so nastali razni izdelki, ne vem, en izmed njih je ta buleri, ki recimo so nastali, nosljivi buleri iz žice, mislim, ogromno je bilo enih projektov, ravno tako najbolj nekako uporaben in začeten je seveda nakit, ne. Z njim sem šla na marsikjer sejem, marsikatero gospo sem opremila z njim. Po drugi strani recimo smo potem sem delala tudi recimo označevalne table za ekokmetije, kar sem se glih zdaj peljala mimo ene kmetije, pa še vedno stoji. To je bil pa projekt lokalne akcijskih skupin, LAS. Ja, točno tako. Tako da potem, ko nekako stopiš do tega, da začneš delati oziroma da čez dali več izdelkov pride na plano, potem pridejo tudi ideje, kako se lahko spostavijo sodelovanja. In potem eno rodi drugo in tako dalje. No, vmes se pa potem rodil še sin. Ja, to spremeni načrte za marsikaj časa, mislim. Za nekaj časa se gotovo. Sigurno, ja. Ampak malo potem pa premog. Zdaj si pa spet v otroštvu, ne? Točno tako. Zakaj premog? Zdaj, vsi tisti, ki smo živeli v Zasavju, smo živeli Mediji, ki je tekla črna, Sava je bila tudi potem črna, potem zakajeno je bilo, ni bil zdaj ravno čist zrak, tudi spremljajoča industrija zdravega rudarstva. Potem pa kar konec, zdaj pa za petične gospe, pa tudi za vse ostale pa nakit iz premoga, iz Kulma. Iz Kulma, točno tako. Ko sem iskala ime za to moje ustvarjanje, vse sem probala, od črnega zlata do zmajeve krvi, nekaj je omenja Valvazor. Marsikaj, ampak na koncu je prišel do tega, da Kulm je Kulm. To je to. In kaj boš zdaj filozofiral, če imaš že stvar dano? In s tem smo zaključili iskanjem imena in Kulm je Kulm.
Tako da tako. Najprej osnovna dopolnilna dejavnost, zdaj vsi kako že? Ja, nekaj časa, zato da, mislim, praktično to je naravni material in jaz ga lahko uporabim, ne? In ravno iz tega je lahko prišlo. Zdaj, vsi, ki poznamo premog, kulm, vemo, da ko pride ven iz nedari zemlje, da počasi spremeni obliko, ne? Razpade. Ja, seveda, to je naravni proces. Si imela verjetno največ težav v začetka, ne? V bistvu je bilo to tako ena velika komedija, tragokomedija na momente, ampak na koncu se je išlo. No. Jaz sem mislim, vsak ve, da s tisto stvarjo, ko delaš, jo moraš pač spoznati. In jaz se spomnim že, ko sem bila čist majhna, ko sem tam v koloniji kradla velike kose kolma in sem jih gledala, kako so se svetali. In ta spomin mi je še od zgodnega otroštva ostal v meni. In zato sem želela točno to dobiti spet nazaj, da bo spet dragulj, kot sem ga jaz videla kot otrok. To mi je bilo ena izmed tistih stvari, ki sem jih hotela pokazati o premogu. In prvi premog sem dobila iz rudnikov, Trbovlje in iz Hrastnika. Gospa Meta Garantini mi ga je prinesla, mi ga je zrihtala, zaradi tega, ker dejansko se ga ne da več dobiti. V nekaterih drvarnicah, ampak včasih se... Te drvarnice so vedno, mislim, vsaka drvarnica, ki je še polna, se lahko obrnejo tudi na mene, tudi tistega uporabim. Praktično nimam nobenega odpadka. Jaz uporabim ali velike štuke ali pa recimo majhen drobir, ker še vedno pride do tega, da recimo tudi najbolj fin prah iz premoga, recimo, jaz imam idejo, kaj bom lahko z njim naredila. In da je tako lepo obstojen pa obdelan, kot je ta, pa da obstane, to je obesek za ključe. Kaj je bilo vse potrebno postoriti? Pa v bistvu med temi eksperimenti je bilo tudi to. Recimo premog je živ material, še vedno. Nastal je iz lesa in ravno zaradi tega potem še vedno diha. In zaradi tega recimo se tudi krči in razteza. In temu je bilo potrebno prilagoditi potem vse materiale, s katerimi ga bom jaz obdelala. In nekaj časa je bil v skrinji, v zmrzovalniku, nekaj časa na radiatorjih, zato da sem videla, do kakšne mere se bo kaj zgodilo z njim. Tako da eksperiment je bilo kar veliko. Zelo težko si se pa učila od koga. Ja, od koga pa? Zdaj nakita iz premoga ni bilo. Mogoče je bil kakšen kip rudarja, lesen podstavek, pa zraven kocka štuk premoga, ampak ko imaš to nekaj časa doma na polici, tudi če je prelakiran, se zgodi, ja. Se gre narazen včasih, ne? Ja, razpade. V bistvu sem šla raziskovati, kaj že vemo o tem oblikovanju premoga do zdaj. In sem ugotovila, da so ga tudi recimo že stari Rimljani in pa Kitajci so že delali kipe iz njih, ampak se niso ohranili, ravno zaradi tega, ker pač premog razpade. V zdajšnjem času pa imamo določene smole in imamo ravno tako tudi lake, ki pa so na naravni osnovi, da se lepo vežejo s premogom, ker želim, da ostane na naravni osnovi in ga zaščitijo do take mere, da jaz mislim, da za ene stoletje bo. Potem pa naj se vrne spet v svojo naravno obliko. In zdaj dejala si, v nekaterih drvarnicah še je, včasih greš lahko na kakšno površinsko najdišče tudi s krmpom, s hercem, z lopato in potem malce nakoplješ in... To me niti ne boste videli, da bom imela herc v roke, ampak grem bolj z ruzakom, ker je tako bolj... Ni to kopanja, kot je isto kot nabiranje gob. In najdeš. Ja, so določene površinske... So ti to rudarji pokazali knapje? En star stric je prišel in je rekel, punca, te pa povem. In me je pelil in je rekel, po dežju, ko zemlja praktično zemlja odplakne in takrat pridejo te velike štuki potem na plano. In ti greš takrat rudariti? Ja, v bistvu v šoping. Kam?
No, praktično to je kisovški premog. Kisovški ravno zaradi tega. Se je nekako vse skupaj začelo. Ne? Točno tako. Po drugi strani je pa ravno tukaj pa črni premog. Po Zasavju se je vedno kopal rjavi premog, tukaj je pa starejša žila, ki pa je bila praktično puščena oziroma nedotaknjena, ravno zaradi tega, ker je bila tako zgleda mehna, zame dovolj. Celo življenje, ne? Verjetno. Upam. No, prej si omenila bulerje iz žice. No, z bulerji si tudi zdaj povezana, kar se premoga tiče. A ne? Kako zabavno. Preko Alpine, ne? Ja, v bistvu je iz projekta v projekt prešlo tudi sodelovanje z Alpino. Prej lahko menim, da sem naredila krono za Miss Slovenije za letošnjo 2018-2019, Laro Kalan, in pa ravno tako za lanskoletno Miss Eko Slovenije, Tamaro Fišter. To sta dve kroni, ki sta nastali v letošnjem letu. Ki sta bila tudi kar svojevrsten projekt, krone še zaenkrat. Zelo, zelo. Po drugi strani pa krona še nikoli ni bila črna. In tukaj je bila prvič nekako slovenska, da je nek slovenski material iz rodne grude. Pa še lansko leto je izbor za Miss Slovenije potekal v Delavskem domu v Trbovljah. Seveda se je potem vse skupaj zelo lepo povezalo. V nekdanjem rudarskem kraju in je bilo vse povezano. Ja, tak lep projekt smo imeli in ravno v povezavi s tem je tudi Alpina v sodelovanju z mano smo izdelali bulerje. Spet smo prišli nazaj na bulerje, kada nekako podvodi. Ja, z značko, z nakitom iz premoga. Na vezajkah, spole, ti jih imaš, ne? Imam. In ravno tako smo video spot oziroma vse fotografije, ki so nastale za Alpino, so nastale v snemanju v TED Trbovlje. Termoelektrarna Trbovlje, ki je bila pa še kako povezana z premogom. Tudi s premogom nekako umrla. Nekako. In se sedaj oživlja za takšne projekte, seveda spet. Tako da nekako se je zgodba lepo široko zaključila. Seveda sledijo projekti, ki so zdaj še naprej v delu, tako da ampak tako dobro se je nekako vse skupaj zaključilo, da si ti lahko odprla potem čisto samostojni SP, si samostojna podjetnica. Ja, to praktično je že pred tem nastalo. In zdaj se poskušaš s tem preživeti. Ja. Od svojih rudarskih rok. Včasih imaš V bistvu sem jih imela še pol ure nazaj zelo črne. Ker brusiš, ne? Jaz brusim, lakiram, tolčem. V bistvu imam rudarske roke. Moje roke so vsak dan umite s tistim za pete brust. Šmiržaj, smo včasih rekli. Ni dovolj, ni dovolj. Mora biti prav brusilni tist material, tako da v glavnem zdaj so spet lepe, čez pol ure pa jo mogoče spet črne. In kdaj se verjetno ne delaš ves čas fizično, oblikuješ nakit, ampak verjetno je veliko tistega dela, ko razmišljaš, ko greš na sprehod s sinom, ne vem, ko greš zvečer preden greš spat ali pa pred spanjem razmišljaš o novih projektih, o novih oblikah. Seveda. Mislim, ko si to narišeš? Morate se zavedati, da praktično kot oblikovalec se ti impresije se nabirajo skozi celo življenje, skozi vsak dan, skozi vonje, skozi barve, skozi naravo, praktično vsak trenutek ti nekaj poda. In ti kot oblikovalci vedno pozoren na svojo okolico, ker iz tega izhajaš konec koncev. Vedno boš, nekaj od znotri, nekaj na ven. Še vedno izdeluješ materijo. Po drugi strani pa kot samostojni podjetnik je pa to čist druga pesem. Tukaj si pa 24 ur na dan seveda da zaposlen. Mislim, to pač dihaš, ješ, to ti polni hladilnik in ravno tako vedno. Mislim, vedno si nekako v kontaktu. Iščeš, te tudi že sami poiščejo? Marsikaj, ja.
Koliko je zdaj? Praktično po celi Sloveniji, ne? V bistvu trenutno nimam gorenjskega konca in sem trenutno v iskanju trgovine neke, ki mi bo pokrila gorenjski konec. Ta me še zelo zanima. Ljubljana, Maribor je pokrit, ne? Ljubljana, Koper, Maribor, oziroma- Koper, Novo mesto, Rogaška Slatina, seveda naše Zasavje, Zagorje, Trbovlje, Hrastnika, ne. So tudi zelo, zelo hvaležne stranke, moram priznati, da to je bilo praktično prvo področje, ki je videl moj nakit, a ne. Si pa še verjetno še kar edina, bolj kot ne, si kaj pogooglala, koliko je teh, ki izdelujejo nakit ali pa kaj podobnega iz premoga? V bistvu trenutno nisem nič googlala. V bistvu upam, da sem še vedno edina in da bom tudi ostala pri tem. In ker si želim za vsakega oblikovalca, da si poišče svoj material in iz tistega, ki lahko najbolj izhaja. Ta je pač moj, a ne? Gre pa tudi izven meja Slovenije, ta nakit, najprej verjetno potomci rudarjev, Ja. ki jih to nekako delček Zasavja, premoga spominja na svoje otroštvo, Ja. verjetno na vse konce sveta. Teh zgodb se jih je že kar nabralo, moram priznati. Praktično zamejski Slovenci so bili prvi tisti, recimo iz Brazilije in tako dalje, ki so mi pisali, da bi rad en košček Zasavja ali pa en košček Slovenije. Sploh ni bilo važno lociranje toliko na Zasavja, ne? Ampak dejansko je to predstavljalo del doma. A ne? In so si recimo vzeli verižico z obeskom ali pa prstan, kaj takšnega. Potem recimo avstralski, recimo. Po drugi strani se je pa začel pojavljati tudi kot spominek, ki so ga ne tako množično kupovali turisti, ki so prišli v Slovenijo, ampak ljudje, ki so odhajali ven iz Slovenije in so ga nesli do svojih gostov. Oziroma Nekaj slovenskega, nekaj zasavskega. Točno tako. v In nekaj, darilo. s čimer so se oni zelo poistovetili, ne? In je bilo darilo, ki so ga podali, je bilo osebno. Prinesli smo vam delček nas, a ne? Tako da to je neka točka, ki je bila recimo, kjer sem videla, koliko dejansko je premog še vedno tista stvar, ki je bila prav boleče zapisana par desetletij, ne, zadnje čase. Zdaj, o premog smo lahko obuti, ne? Ja. Bulerji, potem imamo lahko krono, pokrivalo, Ja. okrog vrata, ušesih, povsod, ne? Bolj kot ne nakit, ne? Dobro, tudi obeski zaključen, ne? Ja, v bistvu se zdaj začenja, prihaja novo leto, a ne? Projekti, ki smo jih imeli trenutno, so se deloma zaključili, tako da se zdaj lahko posvetim spet novim projektom. In pokazala se je potreba, da bi radi tudi ljudje tudi še kaj drugega kot samo nakit, tako da bo prišla neka kolekcija, ki bo tudi recimo bolj darilne narave. Prišli bojo tudi recimo določeni spominki na plano, tako da nekako tudi neki uporabni predmeti, a ne, ki jih lahko ljudje ali imajo sami ali jih nekomu podarijo. Po drugi strani pa ideja je toliko veliko, da mislim, v bistvu samo dajte mi čas, pa bo to, a no? Pa bo, ne? Ja, ja. No, kar nekaj znanih športnikov, dobro, dejala sva, Misica nosi pa tudi tiste, ki so bile kandidatke za Miss Slovenije, nosijo tvoj nakit. Pa nekaj teh znanih športnikov, tudi izven slovenskih meja. Ja, marsikdo se že lahko, oziroma marsikomu so podarili, a ne, moj nakit. Recimo, ker večinoma športniki glih niso glih verjetno na Instagramu in ne sledijo glih mojim vsem izdelkom, ki jih delam, a ne. Sem pa dobila odzive, da so bili zelo, zelo zadovoljni. Tako da recimo, vem, da je dobil, gospod Roglič je dobil za darilo, a ne. Doma, ravno iz tistega konca, kjer se je začelo v Zasavju Točno tako, tako da. Pridobivati premog, Strahol. Tako da, ja, mislim, da ga ima. On ima tvoj nakit? Povedali so mi, da ima obesek zaključen na avtu, tako da zdaj se vozim s kolmam naokrog, tako so mi rekli. Ja, podarjen je bil tudi Luka Dončiću. Pa ne zdaj ob tem obisku? Ne,
malo pred tem. Ne, pred tem. Ja, je bil, tako da on je dobil par manšetnih gumbov, ravno tako recimo naš olimpijec, kajakaš, Peter Kauzer je dobil svoj par. Tako da se nekako tudi med recimo, se pojavlja tudi recimo kot neko reprezentančno darilo, ne? Neko darilo, ki ga recimo lahko damo nekomu, ki mu rečemo, da smo ponosni na njega, ne? Ki pa se lahko poleg trgovin, kjer tudi kakšna cvetličarna, kakšnem muzeju, kjer se lahko kupi tvoj unikatni nakit, kjer se še lahko dobi? Kar direktno pri tebi na pri meni se ga lahko Facebook strani? Najboljš tako. Večinoma so ta socialna omrežja so ponavadi najbolj uporabna za te moje unikate, ker vsak kos je majčkeno drugačen in tam lahko dejansko jaz potem objavim vsak kos oziroma ne me držati za besedo, niso vsi gor, ampak nekako se da najti neko retrospektivo, kaj vsega je bilo že narejeno, tako da se lahko potem s strankami tudi dogovorimo za to. Nekateri so kritični do teh socialnih omrežij, ampak brez njih je pa življenje nekako bistveno težje, če si na nekem začetku. Ja, v bistvu svet gre naprej. Važno, da ti uporabljaš orodja, namesto da orodja pač krojijo tvoje življenje, ne? Tako kot vsaka stvar, moraš jo pač imeti pod. Je kdaj praznina v tebi, da prideš pred zid, ni idej? Skoraj ne verjamem, ampak... Ja, praznina niti ne. Praznina je dobrodošla stvar, ker ko si podjetnik, potem imaš glavo toliko nafilano, da tisti trenutek praznine je lušt in v bistvu je to luksus. Da pa bi se ustavilo, ne. Moram pa priznati, da je pa včasih pa treba se tudi spočiti. Oziroma, dostikrat se recimo zgodi, da postavljaš svoje delo pred sebe in potem ko želiš narediti 1001 projekt in ko vidiš, kako zadovoljne so stranke in da kako zelo z veseljem to vzamejo, seveda, da se boš potrudil. Ampak včasih je treba tudi malo prespati pa majčkeno se spočiti za to, da lahko naprej potem delaš. Vem, da je tudi partner Borut kar precej ustvarjalen. Kaj pa sinko? Kaj ustvarja? Ti pomaga? Ustvarja, pomaga, moram pa priznati, da ima čisto svoj vrsten stil, tako da ko mi čakam, da vidim, v kakšne vode bo sam zašel. Dvomam, da v identične, kot sva midva, ampak mu daje pa neko osnovo, ki pa mislim, da bo kar močna za to, da bo naredil svoje. Opažaš, da te ljudje prepoznajo? Ne samo tvoj nakit, ampak tudi tebe, izdelovalca nakita. To pa ne vem, včasih se skrijem. V bistvu imam rajši, da prepoznajo moj nakit in da je on izpostavljen. Lepo je, ko te ljudje srečajo in se s tabo pogovarjajo. Po drugi strani pa recimo je zasebnost nekaj, kar je zelo dragoceno. Tako da, to je fajn. Če si tam na stojnici, pa če ponujaš svoj nakit, te nekako prepoznajo, se tudi pogovorijo s tabo. Kaj pa te šole za oblikovanje, te kaj porabijo že za kakšno predavanje, tudi kakšne ljudske univerze? Ravno ker smo sredi projekta, ki ga izvajamo v povezavi z faksom za dizajn iz Trzina ter faksom za multimedije, fakulteto za multimedije Ljubljana. Upam, da ne bom česa narobe povedala, kakšnega uradnega naziva, tako da prosim preverite to. Če imajo še kakšno dodatno ime, ampak v glavnem smo v povezavi z njimi ter s Četrtim Dritlom ter Trbovljami smo izdelali projekt Call Story in bomo izdelali praktično neko retrospektivo celotnega premoga, kako se je uporabljal nekoč, sedaj in prihodno in predstavitev tudi tega dela, ki se trenutno izvaja. In v povezavi s tem sem bila povabljena celo, da pridem na fakulteto za dizajn in imam tam predavanje. In to za nekoga, kot sem jaz, ki dejansko niti blizu dizajnerske šole ni nobene prišel, se mi zdi tako, kako se lepo obrne, a ne? Nekateri od odspredaj, nekateri pa pač od odzadaj stopamo skozi ista vrata, ne? No, Marjeta, nisi dolgo podjetnica,
tudi partner, Borut je podjetnik. Zdaj nekateri hodijo v službo, vsak mesec je tam okrog 15. plača. Če bosta pa vidva dolgo vztrajala, bo pa iz meseca v mesec nekako napeto. Se vidiš dolgo v takšnem statusu ali bi si raje imela nekaj bolj varnega? Moje delo je moja varnost, tako da to ne moramo enačiti. Včasih si želim zato, da bi se mi malo znižal tempo ali pa da recimo, da bi po 8 urah šla domov, pa bi vedela, da me bo jutri šele delo čakalo. Si mogoče zaradi tega principa za minuto, dve ali pa za kakšen dan se želim, da bi šla v drugo službo. Ampak jaz vem, se ne bi mogla. Sama si razporejaš, dobro, včasih tudi ti trgovine razporejajo, zmanjkali nam je robe. Ja, ampak recimo, če bi jaz šla v neko drugo službo, bi pa tam naredila celo eno, a ne, mislim, pač si take sorte človek. Problem pa je bolniška, recimo, ne? To je pa problem vsadska podjetnika, ne? Tukaj so pa recimo stvari, ki pa recimo moj otrok pač ne sme zboleti, a ne? Oziroma, če on zboli, pač to definitivno pomeni izpad dohodka, seveda, ker smo oba dva, ne? Mi dva pač nihče nima ne bolniške, oziroma ima bolniško po 30 delovnih dneh, oziroma kakor je pač določeno, ne me spet vzeti za jezik, vem, da pač ne smem, to je to, ne bom štela dni. Po drugi strani, ja, seveda, da je izpad dohodka, na primer, če gremo mi na morje, ne, seveda, ampak če to vzameš v obzir, sem pa nekoč slišala, ja, pa naštudiri zadevo, ne, in pač jo naštudiraš, pa pač furaš po svoje. Pa gre, ne? Ja, bo šlo, tako da to ni opcija, da ne bi šlo. Ne vem, sva kaj pozabila še povedati, verjetno, mrske, ne, ampak... Verjetno. Mogoče za konec, no, ja, kar povedi. Ja, ko sva govorila o trgovinah, zelo mi je všeč, da recimo imam tudi v New Yorku, recimo zadeve, zdaj se dogovarjamo za Belgijo, za Makedonijo. Tako in pa to pošiljaš letalska pošta? Ja, seveda, tako čisto ustaljene poti, kot so. In gre? Ja, seveda. Še posebej zdaj, ko so ti naši Slovenci prišli tja, ne, so dejansko slovenski kosi tudi dobili na svoji popularnosti, tako da vse, kar je slovenskega, je zakon, tako da super, sem zelo vesela. Boš po Zasavsko, če se bo to širilo, sfolgala, torej zmogla? Ja, kakor se spremenijo stvari. Nisi pa razmišljala o kakšni dodatni pomoči, dobro, včasih ti že lahko kdo kaj pomaga, ne, ampak... Kakor se spremenijo stvari, se tudi spremeni sistem, ne, tako da če bo potreba, bo pač to nuja. Ti bo takrat razmišljala o tem? Ja. Iz danes na jutri, ne? Iz meseca v mesec. Iz meseca v mesec. Pa iz leta v leto, ne? Ko reče, iz rok v usta, ne? Pa nekaj mora ostati, ne? Mora ostati še za material. Tako da, to je to. Tisti, ki bodo to oddajo gledali na mojem Facebook profilu, pa verjetno tudi na tvojem, če boš kaj delila, seveda pa, če bojo oddajo všečkali, delili, kaj komentirali, dobrodošlo, bodo v igri za nagrado, ena izmed nagrad bo ta obesek, ne, iz premoga, ki si ga podarila, potem še bon za pico v tem gostišču, naš hram, ter še ena praktična nagrada občine Zagorje, ki je glavni pokrovitelj te oddaje. Se ti zdi, da je država, če greva malce še na podjetnike, dovolj prijazna, da vam zna stopiti podjetnikom nasproti ali vam bolj kot ne komplicira življenje? Se da? Se da, saj sem rekla, tako, pač naštudirati moraš sistem in plavati s tokom, ne? Kar se tiče pa sprememb, so pa vedno dobrodošle, še posebej za tista področja, kjer smo nekako malo kjer potrebujemo pomoč dejansko, da se stvari spremenijo, ne? Ampak sami smo se odločili tudi za to obliko poslovanja, torej smo vedeli, v kaj se spuščamo, ne? Tako da... Smo v Zasavju dovolj postorili za ohranjanje te rudarske dediščine. Dobro, ti si delček tega preobrazila, ostalo, ja.
Pa jaz imam še ene par idej, tako da ja, lahko Bi naredimo se še. dalo še več. Pa v bistvu ene par luštnih projektov bi lahko še naredili. No? Tako da upam, da me bo kdo poslušal, pa da jih bomo skupaj lahko speljali. Kako že reče, iz tvojih ust v Božja Ušesa, ne? odgovorno ušesa, ne? Točno tako. Metka, Marjeta, kaj si najrajši? Pa Vse. v bistvu, to sem jaz. Ja. Hvala ti, ne, da si z nami delila svoje izkušnje izdelovanja nakita iz premoga, iz naše nekdanje dedičine, ki je še vedno okrog dovolj leče, vzamemo kramp pa lopato, Herc. pa gre, ne? Pa gre. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Srečno, lega.